Spoštovana poslanka v Evropskem parlamentu, gospa Tanja Fajon, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej v teh, če bomo tako rekel, čudnih časih, kako deluje Evropski parlament? Ja, zdaj lahko rečem, da smo že z delom kar normalno začeli na daljavo, nekoliko nenavadno, ampak ta teden je bil že precej aktiven. Imeli smo kar nekaj videokonferenc po elektronski pošti, izmenjave in pa seveda tudi prvo izredno plenarno zasedanje, na katerem smo sprejemali prve predloge Evropske komisije o spopadanju s koronavirusom. Zdaj, glasovanje je potekalo praktično ves dan, en dan od jutra do 10 zvečer, ker smo morali vsak glasovalni listič natisniti doma v svojih državah, glasovati, se podpisati, skenirati, poslati nazaj. To je bil kar obsežen zalogaj, opravili smo nekaj testiranj, ampak Evropski parlament je zvečer po 10. uri objavil rezultate. Presenetljivo je glasovalo skoraj 700 poslancev, podprli smo seveda 3 nujne ukrepe. Komisija je zdaj v prvem paketu v Evropski parlament na glasovanje poslala sprostitev 37 milijard evrov iz kohezijskih skladov, ki bo v državah namenjenih za zdravstvene sisteme, za majhna, srednja podjetja. Razširili smo tudi delovanje solidarnostnega sklada, da bo zdaj ga mogoče uporabljati sredstva iz njega letos samo 800 milijonov evrov tudi za javno zdravje, za medicinsko preskrbo. In pa nazadnje, glede letalskih združb in slotov, ki so jih zamudili v tem času, ko so družbe prizemljene, da ne bodo imele velike gospodarske škode, tudi njim smo pomagali. Tako da ti prvi ukrepi smo jih podprli tudi jaz, seveda pa je jasno, da bomo že jutri potrebovali še veliko bolj obsežne in da moramo ukrepati zelo hitro, solidarno in pa učinkovito. Torej, koliko denarja bo sedaj dobila Slovenija? Zdaj, zelo težko je izračunati prave številke, te računi še potekajo, odvisno nekaj iz kohezijskega sklada, neke številke so na voljo, ampak ni še povsem jasno. Mislim, da se bodo te ukrepi finančni stopnjevali. Mi govorimo nekje na splošno skupaj z ukrepi Evropske centralne banke, z Evropskim mehanizmom solidarnosti, praktično od 2 do 3 trilijonih evrov pomoči, ki bodo kot znatna finančna injekcija investirani za blažitev gospodarskih in pa finančnih posledic, socialnih posledic te pandemije. Ampak včeraj oziroma te dni je zasedal tudi vrh evropskih voditeljev in finančni ministri imajo nalogo, da v naslednjih 14 dneh natančno izdelajo tudi načrt, kako bo potekalo financiranje, velika odprta, tudi polemična razprava je glede uvedbe nekih evropskih korona obveznic, tudi zadolževanja, bolj prožnih, fleksibilnih pravil zadolževanja in proračuna. Tako da stvari potekajo v pravo smer, soglasje bo še potrebno, predvsem pa zavest, da moramo zdaj res solidarno ukrepati skupaj. Torej, sedaj smo govorili o ukrepih iz Bruslja. Kakšni se pa vam zdijo ukrepi v naši domovini, v Sloveniji, ki so trenutno v izvajanju? Zdaj, seveda smo vsi v neki novi, težki situaciji, nepredvidljivi, kjer moramo ukrepati včasih tudi v okoliščinah, ki nam niso povsem poznane. Tako da zdaj predvsem si želim, da v Sloveniji, ko je čutiti tudi tesnobo med ljudmi, vsa politika stopi skupaj, sodeluje in skuša tako tudi kot opozicija, v kateri smo zdaj Socialni demokrati, prispevati s predlogi. To, kar je za zdaj sprejela vlada, so koraki seveda, ko gledam na gospodarske ukrepe, v pravo smer. Po naši presoji seveda nekoliko preskromni, če pogledamo, koliko denarja investirajo države, samo Nemčija z 800 milijardami pomoči, 10% bruto domačega proizvoda namenja, to bi pri nas pomenilo recimo 5 milijard evrov, torej zaenkrat imamo le ukrepe v vrednosti 2 milijardi, bo potrebno storiti še več, predvsem pa za tiste, ki to pomoč potrebujejo že danes, to so
brez služb in pa brez dohodkov. Vi imate zagotovo tudi kakšne insiderske informacije, če lahko tako povem. Kaj se tam v teh kuloarjih bruseljskih govori, kdaj bi naj ta kriza minila? Mislim, da takih insajderskih informacij natančnih pravzaprav nima nihče. To so ugibanja, predvidevanja. Jaz bi predvsem rekla, ta hip, ko prebiramo, poslušamo medije, bodimo pazljivi, ogromno je nekih lažnih novic, teorij zarote, tudi širjenje sovraštva, neke nestrpnosti, bodimo strpni, tolerantni. Ta kriza lahko še traja, še hujša bo verjetno gospodarska, ki bo sledila, izzivi bodo za cel svet, vsi smo prizadeti v tem virusu, predvsem pa spoštujmo zdaj pravila. Jaz vem, da vsaj mesec april bo gotovo v Evropskem parlamentu delo še vedno potekalo nadaljavo. Ravno zdaj smo dobili informacije, da bomo imeli naslednje plenarno zasedanje sredi aprila, še vedno nadaljavo, maja morda tudi glasovanje nadaljavo, tako da en mesec zagotovo še, ampak si ne upam napovedovati. Morda za zaključek še kako sporočilo Slovenkam in Slovencem, ki nas spremljajo sedaj prek Skypa oziroma prek televizije. Predvsem, da moja izkušnja je, da ostanemo pozitivni. Vem, da vedno ni tako lahko, ampak da si tudi poskušamo pomagati, že dan lahko začnemo dobro, da pokličemo kakega starejšega, ki je morda te dni osamljen, ponudimo pomoč, mu odpeljamo hrano, se pogovorimo. Marsikdo je danes tudi v stiski, zlasti tisti, ki so sami. Prepričana sem, da bomo lahko skupaj tudi to premagali, predvsem pa spoštujmo ta pravila strokovnjakov, ostanimo kolikor se da doma, brez socialnih stikov z drugimi, da ne ogrožamo sebe in pa seveda ne ogrožamo tudi zdravja drugih ljudi. S tem se mi zdi, da bomo naredili največ. Gospa Tanja Fajon, hvala lepa za vaš čas. Hvala za povabilo.